Ja, zdaj, to sem mogoče malo Nataša, rekli ste, bruto domači proizvod, nižji, če bi zdaj napovedali, koliko pričakujete torej, da bo rast BDP konec leta in kakšno inflacijo pričakujete konec leta? Glede, mi formalno v tem trenutku ne bomo spremenjali naših napovedi. Ta osrednja napoved tako za letošnje leto kot za prihodnje leto ostaja takšna, kot smo predstavili v jesenski napovedi. Kar sem hotel poudariti je samo to, da se stvari, da se razmere na mednarodnih trgih, potem posledično v Sloveniji poslabšujejo nekoliko hitreje, da so ti dejavniki, ti dogodki, ki smo še jeseni uvrstili v poglavje z naslovom tveganja, da se zdaj že postajajo v določeni meri realnost. Potem pa, če lahko vprašamo zdaj z brezposelnimi. Napovedali ste, da bo letos, ne vem, do konca leta 13.500 manj delovnih mest. Pa me zanima zdaj, a ostajajo te številke v jesenski napovedi, kar se brezposelnosti tiče 6,8 še ostajajo? In tudi tukaj je meni čisto točno jasno, ker tukaj je razvidno za tabelce, da se bo brezposelnost zniževala. Napovedi pa so, ne vem, mnogi ekonomiki so drugačne. Tukaj na tem grafu mislim, da je to, kar smo prejšnjim grafom povedati, je, da bo prišlo do stagnacije stopnje rasti brezposelnosti, da bomo v koncu letošnjega leta ostali na ravni, ki smo jo, oziroma tudi na koncu leta 2020 ostali na ravni, ki jo bomo dosegli v koncu letošnjega leta. Ko govorimo o zaposlenosti in brezposelnosti, moramo zavedati, da je v zadnjem obdobju, ko smo beležili relativno najbolj ugodne rezultate na trgu dela v tem podtranzicijskem obdobju, prišlo do določenih strukturnih sprememb, namreč prišlo je do intenziviranja prihoda tuje delovne sile. Zaradi cikličnih dejavnikov smo zaposlili v določenih panogah veliko tujcev. Sedaj, ko pričakujemo, da se bodo te razmere obrnile, bo prišlo do upadanja in umiranja gospodarske aktivnosti v teh panogah, bodo seveda po naših pričakovanjih, po naših predeljenih ravno ti tuji delavci tisti, ki bodo prvi izgubili delo. To z drugimi besedami pomeni, da bo število delovno aktivnih po koncu leta res manjše, kot je sedaj, vendar se to ne bo odrazilo tudi v stopnjah registrirane brezposelnosti, kajti ta se po statističnih definicijah meri tako, da zajema samo rezidente Republike Slovenije. Torej, v primeru, če ne bo prišlo do nekih pomembnejših poslabšanj v gospodarstvu, če ne bo prišlo do pomembnejšega zasluha v gospodarski rasti na vzoru, potem ostajamo pri številkah, ki smo jih navedli v jesenski napovedi gospodarskih gibanj. Da ste se pogovarjali samo o teh dveh zakonih, ki bodo v državnem zboru glede stabilizacije finančnega sistema primer, ali ste tudi konkretizirali kakšne druge ukrepe, ki jih je Evropska komisija? Moja naloga, v okviru naše vse vlade, je bila predvsem ta, da predstavim trenutno makroekonomsko stanje v Sloveniji, predstavim ukrepe, ki so jih že sprejeli nekatere tuje vlade, v teh podrobnosti, kaj se bo vlada odločila, kaj bo pa v končni fazi relevantno za Slovenijo, bo pa se več povedal premier na tiskovni konferenci po seji vlade. Lahko še smo vprašali. Kolikšen odstotek pa slovenske pomoči v okviru teh preglednic finančnih krize in posameznih ukrepov? Uštevajoč te 8 milijard. Zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada, govori o 8 milijardah evrov dodatne pomoči, kar je približno 25% bruto domačega proizvoda. Če preštejemo še vse druge ukrepe, ki so. Še kakšno vprašanje? Kakšne ukrepe bi priporočili prihajajoči vladi za omilitev posledic teh finančne krize? V tem trenutku bi priporočili predvsem to, da deluje s temi ukrepi, ki so že sprejeti in ki bodo omogočili blažitev določenih posledic. To gre predvsem, če se dotaknem samo v fiskalni politiki, v tem trenutku verjetno ena izmed najpomembnejših politik, da zagotovi, da bodo ti avtomatični stabilizatorji, ki so že vgrajeni v slovenski fiskalni sistem, lahko delovali v polni meri. Za ostale ukrepe pa je seveda odvisno, kako se bo ta situacija razpletla in bo tudi vse odvisno od tega, kateri sektori bodo bolj prizadeti, katera področja bodo bolj prizadeti, kateri makroekonomski kazatelji se bodo hitreje poslabševali, zato bi mogoče dati nekaj splošnega sveta, tako na pametno naprej. Kakšne signale dobivate iz
jamstva o prenašanju finančne krize za realni del? Signali, ki jih dobivamo iz realnega sektorja, so v bistvu so skladni s tem, s podatki, ki jih dobivamo tudi iz statističnega urada in iz drugih institucij. Namreč podjetja že močno zaznavajo posledice finančne krize, močno zaznavajo umiranje na medbančnem trgu, umiranje posojilne aktivnosti bank in nekaterim podjetjem to že povzroča resne skrbiče, resne težave. Ne dobivajo torej denarja, ki bi ga rabili? Ja, ta podjetja, zdaj ne vem, če lahko generaliziramo podjetja, s katerimi imamo stike, ki jih srečujemo na raznih dogodkih, so omenila, da na primer za razliko od razmer pred nekaj meseci, ko je njihov največji problem pri poslovanju težek dostop do ustrezno kvalificirane delovne sile, da se ti problemi prenašajo na finančni del njihovega poslovanja, torej težave s pridobivanjem posojil, težave z refinanciranjem njihovih dolgov. A to pomeni samo probleme zaradi dviga stroškov zadolževanja, se pravi, je tukaj problem cene ali sploh denarja ni? V tem trenutku je v bistvu problem finančnega sektorja, tako po teh izjavah, ki dobivamo neposredno od njih, tudi po podatkih dobavljajo Banke Slovenije, je predvsem problem težav pri dostopu do financiranja samih bank in potem posledično tudi do financiranja podjetij, naših bank, podjetij. Ne gre pa še za neke avtonomne probleme, ki bi bili prisotni do naših finančnih sektorov. Torej gre za del tega širšega problema, za zamrznitve likvidnosti na širšem trgu evropskega denarja. Lahko tudi država z jamstvi ustrezno pomaga bankam pri vstopanju do virov, ki so očitno največji problem. Mi na uradu smo seveda pogledali ta zakon, ki ga je pripravil Ministrstvo za finance, prejšnji teden pripravljena tudi vlada in mislimo, da je to v tem trenutku primeren in zdi se tudi zaenkrat še zadosten ukrep, ki ga je vlada sprejela za blažitev posledic na finančnem trgu. Seveda pa je zelo pomembno, da se bo ta v polni meri in čim prej operacionaliziral, da bodo ti ukrepi, ki so predvideni, res na voljo v primeru, da jih bodo podjetja banke potrebovali. Mene pa zanima, a ste mogoče že v stiku z predstavniki prihodnje vlade, ker verjetno jim boste morali zelo hitro pripraviti neke makroekonomske podlage za rebalans državnega proračuna 2009, ki bo moral upoštevati čisto na drugo gospodarsko rast, verjetno tudi čisto nek drugačen, bi rekel, proračunski primanjkljaj. Ja, najverjetnejši visoki predstavniki bodoče vlade so se podobno kot številni drugi strokovnjaki že obrnili na naš urad in opravili smo nekaj informativnih razgovorov oziroma predstavitev našega pogleda na trenutno makroekonomsko stanje in pa na to, kaj lahko pričakujemo v naslednjih mesecih. Še kakšno vprašanje morda? Mene zanima v bistvu današnje znižanje obrestnih mer strani ECB-ja. Ali je možno, da kljub umirjenju gospodarske rasti vendarle še dodatni pritisk na inflacijo ravno zaradi nižjih obrestnih mer, ki so realno drugače kot druge v evroobmočju? V tem trenutku je naša ocena, prevladujoča ocena, ki jo lahko zberemo iz podatkov na finančnem trgu, ta, da je večja nevarnost, ki grozi temu širšemu evropskemu področju umiranja gospodarske aktivnosti v manjši meri povišanja inflacije. Trenutno se umirjajo pritiski na inflacijo iz dveh pomembnih skupin dejavnikov. Na eni strani se nižajo cene surovin, na drugi strani se umirja gospodarska aktivnost in v teh razmerah bi verjetno znižanje obrestnih mer, do katerega bo verjetno danes prišlo, bolj pomagalo oživiti gospodarske aktivnosti, to pa bi povzročalo resno nevarnost za ponovnih inflacij v tem trenutku. A lahko v tem kontekstu še to vprašam, ker govori se tudi o nevarnosti deflacije, možni nevarnosti. Kakšna je ta nevarnost v Evropi, pri nas? Če pogledamo gibanje pomembnejših cen v nekoliko daljšem časovnem obdobju, potem lahko ugotovimo, da so trenutni nivoji cen, ki so se v zadnjih mesecih pomembno znižali, res nižji, kot so bili pred pol leta, kot so bili mogoče še pred enim letom, v nekoliko daljšem časovnem obdobju so nivoji cen surovin še vedno precej nad nivoji, ki smo jih beležili v povprečju zadnjih 3-4 let.
In dokler bodo te cene ostale nad tem, potem mislim, da ni nekih resnejših oziroma večjih možnosti za deflacijske pritiske. V primeru pa, da bi se gospodarska aktivnost dodatno počasnila, da bi se uresničili ti scenariji, ki se sedaj zdijo črni scenariji, da bi sočasno prišlo do še nadaljnega padanja cen surovin, potem pa bi se seveda lahko pojavili tudi pritiski na znižanje cen pod raven, ki jo Evropska centralna banka obravnava ali pa tretira kot ravnotežo, to je pod 2%.